V zavodu po drznem pobegu vlada napetost. Rekla sem, gospod Met, pojdite v kopalnico, nekdo visi s stropa. Prav. Toda ta pobeg ni šel povsem po načrtih. Si kje poškodovan? To je Znotraj zločina, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Elizabeta Milner. Zelo se vam zahvaljujemo, da ste to zgodbo spremljali z nami. To zgodbo vam lahko predstavimo zaradi našega izjemnega partnerja Morgana in Morgana. Obstaja razlog, zakaj je Znotraj zločina ena izmed najboljših oddaj o resničnih zločinih na YouTubu. Tako kot obstaja razlog, zakaj sta Morgan in Morgan največja ameriška odvetniška družba za odškodninske primere. Več kot 35 let se borita za ljudi in sta za svoje stranke izterjala več kot 30 milijard dolarjev. Dokaz je v njuni uspešnosti. Z več kot 1000 odvetniki v 100 pisarnah po vsej državi je najem Morgana in Morgana, kot da bi najeli vojsko, ki se bo borila za vas. Ekipa, ki se bo borila, da bi svojim strankam zagotovila odškodnino, ki si jo zaslužijo. Vse odvetniške pisarne niso enake. Če najamete napačno, ste lahko poraženi, še preden sploh začnete. Če se kdaj poškodujete, lahko preverite Morgana in Morgana. Njihov honorar plačate le, če zmagate. Za več informacij lahko obiščete forthepeople.com, poševnica Inside the Crime. Kliknete spodnjo povezavo ali skenirate QR kodo na vašem zaslonu. Policija pravi, da je poskušala pobegniti iz kazenskega zavoda skozi nič drugega kot stropno ploščo v kopalnici. Ona pa pravi, da obstaja razlog, zakaj je domnevno poskušala pobegniti. Je 24. februar 2026, smo v Bowling Greenu, Ohio. Skoraj 9 zvečer je, ko so policisti policijske uprave Bowling Green napoteni v severozahodni center za prestajanje kazni v skupnosti. Po podatkih na njihovi spletni strani, Severozahodni center za prestajanje kazni v skupnosti služi kot možnost izreka kazni za odrasle obsojene za kazniva dejanja. Tako imajo stanovalci, kot jih imenujejo, več privilegijev, kot če bi bili v zaporu. A en stanovalec je poskušal to izkoristiti. Kje je Kyle? Ali je še vedno tam noter? Nijemo pojma. V redu. Prosil bom, da OSP preveri avtocesto. V redu. 62 centrala. Lahko kontaktirate OSP in jih prosite, naj preverijo avtoceste na tem območju, če je šlo morda tja. Po poročilu o incidentu policije Bowling Green so iskali 40-letno Trisha Lane. Zadrževali so jo v ustanovi zaradi kršitve pogojne kazni, prvotni očitek pa naj bi bil posedovanje drog. Po navedbah policijske uprave so zaposlene v ustanovi opozorili drug stanovalec, da se je Trisha splazila v prezračevalni kanal v kopalnici in je od takrat niso več videli. Eno od deklet je prišla noter in rekla, da ideva njene noge. V redu. In bila sem na drugi strani in sem se ukvarjala s povsem drugo situacijo, ko sem se vrnila sem, o njej ni bilo ne duha, ne sluha. V redu. Ste fizično prešteli vse prisotne? Mislim, da so. Se zavedaš? Hočeš iti na moja ramena, Din? Počakaj trenutek. Hočeš začeti krožiti okoli stavbe peš? Mislim, da smo to že naredili. Tudi drongo poslali noter. Policistka je govorila s stanovalcem, ki je prijavil pobeg. Pravi, da je po govoricah slišala, da je Trisha to načrtovala ves dan. Torej, niste obtoženi nobenega kaznivega dejanja. Niste pridržani z naše strani, ampak ker ste pridržani, vam bom vseeno prebral vaše pravice. V redu? V redu, od tu naprej prevzamem jaz. Samo da veste. Imate pravico molčati. Vse, kar boste povedali, se lahko uporabi proti vam na sodišču. Imate pravico do posvetovanja z odvetnikom in da je odvetnik navzoč med zaslišanjem. Če si odvetnika ne morete privoščiti, vam ga lahko zagotovijo pred zaslišanjem brezplačno. Ali razumete te pravice? Ja. Bi želeli odgovoriti na kakšno vprašanje? V redu. Kaj ste videli? Sedela sem za mizo tik pred temi vrati, odkoder je neposreden pogled v kopalnico. V redu. Videla sem gospo Gray, kako drži vrata za invalide. In bilo je nekoliko čudno, kako jih je držala. In kar naprej sem gledala in si mislila, kaj za vraga se dogaja. In celo med mojim telefonskim klicem si lahko slišal moj premor. Moja sestra je rekla, halo? Aha, v redu. Torej se pogovarjata po snemanju, Dini. V redu. In potem sem to nekako malo ignorirala. No, potem sem videla, da je mi kdo skočil po konci. In potem sem začela gledati. In potem, ko je April šla v kabino za invalide, sem videla, da so Lejne noge visele. In potem sem zaklicala gospodu Matu. Rekla sem, gospod Mat, pojdite v kopalnico, nekdo visi s stropa. Prav. In potem je stal pred kopalnico, naredil svoje in sem rekla, ne, pojdite noter, ona beži in potem so vsi stekli. Potem. So vas zaprli, predvidevam? Ja, v redu. In so vas takoj fizično prešteli?
Ja, no ne, vse so nas dali tja noter. Mislim, da nas niso prešteli, dokler niste vi prišli. Prav. Ja. Se sliši dobro. Je še kaj pomembnega, kar se spomniš? Ne, no. Ne, ker bi bilo to rekla kazala. Mislim, kakršne koli izjave, mislim. Danes prej je bilo slišati, da je rekla, da bo vzela svojo ključavnico in razbila okno. Da bo preprosto ukradla ograjo. Prav. In potem so drugi ljudje v oddelku govorili, tako da je bilo vse skupaj v trenutku, v sekundi. Torej to načrtuje že nekaj časa. Prav. Samo na podlagi tega, kar pravijo drugi ljudje, kar bi tam videli. In rekel si, da se je to začelo danes? Ja, prav. No, opazili smo, da se je začelo danes. Prav. Ja. V redu, hvala. Hvala za vaš čas. Hvala. Po poročilu o incidentu so policisti opazili, da je bila zaščitna prevleka odstranjena s stropnega predala. Nad to zaščitno prevleko pa je cevovod blokiral preostali del odprtine. Povedal ti je, ko sem to počel, da sem bil tukaj samo zaradi te ideje. Če bi hotel iti skozi vzdrževani hodnik, je tam nekje stopnišče. Ne bi bil presenečen. Želim si, da bi bil eden izmed vas. Počakaj, moram premakniti lestev. Premakni mojo roko. Ne, moral bi ovako pogledati. Maja. Ne vidim ničesar, ampak ne bom dal glave tja gor, da bi me kdo brcnil. Policisti ne vedo, kako daleč je Triša lahko šla do te točke, vendar menijo, da obstaja možnost, da je na strehi. A mi želite povedati, da je soba v avtodomu izven lestve, kot tam, kjer je napis? Ja. Jaz bom šel, če želiš počakati. To je jasno. V redu. Vzdrževanje v 62. poveljstvu mi bo omogočilo dostop do tehničnega prostora, da bom lahko poskusil priti do drugega nadstropja tam. Ne, mislim, da je na tvoji strani, a ne? Ja. Lahko prideš do strehe znotraj. Ampak mislim, da je ključ pri tebi, mislim, da je ključ na tvoji strani. To je jasno. Prišla bo še ena enota. Njegov priimek je Has. Poskusi se dobiti z mano, da se lahko povzpnemo tja gor. V redu. Hočeš, da samo stojim pri vratih? Samo spusti mojega partnerja noter. V redu, pregledali bomo tukaj naprej. Ja. Kam pa še ta ključ? Parker, sledi mi gor. To je jasno. Zdi se, da bo tvoj najverjetnejši shod proti zahodu. Mislim, da ne bi šla tja, ker je na tisti strani ograja. Jaz bo šel dol. Je neposredno tukaj spodaj, ampak ne vem, če je dovolj velikih zračnikov, da bi lahko prišla ven. Še vedno bi lahko bila pri stropu. Ja.
62 poveljstvo. Nobena od teh prezračevalnih odprtin v stropu ni dovolj velika, da bi kdo lahko šel skozi. Mora biti še vedno znotraj objekta. Negativno. Potrebovali bomo notranjo lestev, da bomo lahko prišli tja gor. Torej vrata, skozi katera je šla ven, so tista odprta vrata neposredno nasproti teh oken tukaj. Tista odprta vrata kopalnice, ja. Vidim, torej bi bilo točno pod nestom, kjer smo prej stali. V redu, prav, pojdimo nazaj noter. Ker Triše niso opazili, policisti ponovno sledijo njenim korakom in se vrnejo na kraj, kjer naj bi po poročanju začela svoj pobeg. Samo potrditi želim, ali lahko preverite, da ste opravili fizično štetje oseb? Ste? V redu. To je priložnost za veliko ljudi. Morda boste morali ta vrata odpreti na drugo stran. Lahko potegnete tisto preprogo ven. Bom ti pomagal na tej strani. Po poročilu o incidentu policisti ob prvem pregledu kopalnice niso slišali ali videli Triše. Ampak se spomniš, ko sem prej rekla, da so opazili tudi nekaj prezračevalnih kanalov, ki so blokirale preostali del odprtine v stropnem zračniku? No, po poročilu so policisti, ko so odstranili prezračevalne kanale, našli osebo, ki so jo iskali. Še vedno se je skrivala v stropu. Še vedno je v objektu. You should come down here while I'm out, okay? Severozahodni kot, neposredno nad kopalnico, v kateri je. Ali lahko Nancy odstrani tisti del ob strani? Kar naprej, nadaljuj in se premikaj proti meni. Ja. Imel sem to roko prav. Dvainšestdeset dispečerski center bomo v objektu, še vedno je v stropu. Potrebovala je nekaj manevrskega prostora, ampak Triša je končno prišla dol. Poskusi najprej dati noge dol. Lahko nas vzamete, da uporabite vaš zvok. Ne vem, si kje poškodovan? $50 Navajo County Money Company. All right. Go ahead and go with us. Ja. Ne, čakaj. Imaš kaj pri sebi, kar bi nas lahko pičilo ali zbodlo? Kakšno orožje ali kaj podobnega? Ja. Imam svoje očala in svoje stvari. V redu. Spravljali bomo iz avta.
Hvala. Parkiraš tukaj zunaj, jaz sem neposredno pred temi vrati, tik ob preddverju. V redu. Lahko greva kar tukaj ven. V mestu za to, hvala. V redu, gremo tja poklicati enega od. Moralo bi biti odklenjeno. Imaš kaj pri sebi, kaj smo spregledali? Bo kaj, ko prideš v zapor, kar bi te lahko obremenilo z dodatno obtožbo? Tvoje telefonske številke. To je pri meni. Ne segaj po ničemer, samo pusti jih tam. Torej, hej, prijatelj. Nisem vedel, da si tukaj spodaj. Nisem nikogar prepoznala. Ampak sem jih na koncu le prepoznala. That's risky. Mimogrede. Je, da jo cenijo. Nič čudnega nima tako. Ja, sam. Ja, če jo želite vzeti. In jo bomo vzeli. To nam bo prihranilo težave. Lej. Mi jo bomo prevzeli. Ja, cenim, da ste tako hitro prišli. Da ste vse tako hitro uredili. Potrebujemo še kaj od vas? Jaz bom poskrbel za njo. Direktor je tamle. Lahko, če upoštevamo njo. Ja, lahko, če upoštevamo. V redu, potrebujete še kaj od nas? Tukaj je. Peljali jo bomo zraven v zapor. Torej imamo majhno formacijo nekaterih. V redu. Dobila bo dovolj novih obtožb, da bomo lahko pobegnili. Že jutri bi jo odpustili, mislim, da si je to sama naložila. Dobro. Hvala. Jo bom peljala tja. Hvala, fantje. To je dobro. V redu, pazite nase. Ali je poškodovala še kaj drugega? Nekolikor smo lahko ugotovili. Morda je ta luknja od vijaka na pokrivni plošči. Ali jo želite prijaviti zaradi kaznivega poškodovanja? V redu. Če bo kakšna škoda, samo pokličite. Mi bomo to uredili. Super, hvala, fantje, hvala. Torej, je prišla dol? Ja, lahko je prišla dol, ker ni bilo ukaza, da gre gor in ven. Pravi, da je okrožna enota ostala tam, medtem ko smo preverjali streho. Bil sem dovolj visok. Pokukal je v kot. Tam je bila. Ste tam zgoraj slišali šelestenje, kaj ne? Taka je bila. Ko se je začela premikati, smo jo lahko slišali. In potem, ko smo hoteli iti tja in premakniti lestev, nismo ničesar slišali. Nismo mogli priti noter. In potem sem slišala. Mislila sem, da je nekdo v kopalnici, v kabini. Rekla sem... Je kdo v kabini? No, jaz rekla ne. Bila je ona zgoraj v stroku. Ko so las prvo tam noltar, je sploh nisem slišal. Nisem videl, ni možnosti, da bi bilo trdno pritrjeno. No, tle smo šla ven v 5 minutah. Jaz bi šel gor skozi. Trisha Lane bo stanovalka v severozahodnem centru za popravne ukrepe skupnosti. Namesto tega bo zaprta v zaporu okrožja Wood. Samo na hitro, preden gremo noter. Imate pravico molčati. Vse, kar poveste, se lahko uporabi proti vam na sodišču. Imate pravico do posvetovanja z odvetnikom in da je odvetnik prisoten med zaslišanjem. Če si odvetnika ne morete privoščiti, vam ga lahko dodelijo pred zaslišanjem brezplačno. Ali razumete te pravice? To je morda eno vprašanje. Policijska uprava Bowling Green je zakrila, kaj je bilo rečeno naprej. Tukaj pa je, kaj piše v poročilu o incidentu. Ob prihodu v zapor okrožja Wood sem Lane obvestila o njenih Mirandinih pravicah. Lane je privolila v zaslišanje brez navzočnosti odvetnika. Na vprašanje je Lane izjavila, da se je povzpela tja, da bi prišla do stropnega zračnika. Lane je tudi izjavila, da je pravkar potisnila zračnik in notranje cevi, da bi prišla do prostora nad stropom. Lane je izjavila, da nič ni držalo zračnika ali cevi na mestu. Na vprašanje, zakaj je poskušala pobegniti iz ustanove, je Lane izjavila, da je bila na začasnem izhodu in se je srečala s fantom. Lane je nato izjavila, da je nekako na koncu imela pozitiven test na droge. Nadalje piše. Kasnejši pregled Lanejne lastnine v zaporu je razkril varnostno cevasto matico in varnostni vijak, ki jo je skrivala pri sebi. In jih med preiskavo ob aretaciji nisem našla. Oboje, tako matico kot vijak, sem zavarovala in jih shranila kot dokaz.
Po poročanju televizijske postaje VTBG je 4. marca 2026 velika porota okrožja Wood obtožila 3 šolane zaradi pobega in kaznivega dejanja poškodovanja ali ogrožanja. Vsi zapisi pri šerifovem uradu okrožja Wood kažejo, da je Trisha Lane ob času tega snemanja še vedno za zapahi v zaporu okrožja Wood. Naslednji datum njene obravnave je določen za 27. april. Hvala, da ste spremljali to epizodo oddaje Znotraj zločina. Sem Elizabeta Milner in se vidimo tukaj spet jutri z novim primerom.